pravzaprav tisti pogled na slovensko vojsko, ki seže, tukaj pa spet, če rečemo, da je kolega Pirovci partizani kot prvo slovensko vojsko, se le v vojaški kreaciji slovenski zgodi marsikaj prej, že ob stoletnici Prve svetovne vojne le dojamemo slovenske polke, slovenske vojske, je Majstrova vojska, so mnogi uspešni vojaki Prve Jugoslavije in tako naprej. Ampak bi pa spet, če gremo nekaj let nazaj, je pa druga skupna epizoda, ko smo začeli eno serijo vojaške zgodovine in izdali Tomaževo knjigo Slovensko-partizanska in domobranska vojska, ki ga je seveda odnesla z mesta direktorja muzeja vojaške zgodovine, ker je pa zdaj pravzaprav prav imenitni rezultat, ker če bi bil direktor teh knjig, letos ne bi smo prav gotovo napisati. Ampak pojmo naprej. Se pravi, ta knjiga prvič odpira problem na slovenske vojake skozi stoletja. Drugič, jaz bi rekel, da ima ta enciklopedičen pristop, ki smo ga že omenili, je tukaj viden, se pravi, imamo enciklopedijo dogodkov, enciklopedijo oseb, se pravi, tudi ne vrste biografski leksikon, imamo pregled, jaz bi rekel, kljub vsemu tega veličastnega dogajanja, ki ga mi nekako, jaz bi rekel, če gledamo tako, kot ga ne moramo razumeti. Veličina vojne ni v tem, koliko ljudi pobiješ, ampak kako malo jih pobiješ in zmagaš. In ta naša zmaga leta 91 je ena redkih zmag tega tipa, ne, da z najbolj inteligentno uporabo različnih sredstev prisilaš sovražnika v poraz. Potem je tukaj, jaz verjamem, da bomo v predstavitvi slišali nekaj o strategiji, taktiki, strukturi silvoskovališč in tako naprej, ampak skratka pomemben pionirski izdelek, ki ima več plasti pripovedi, je napisan elegantno, lahkotno, ni dejansko namenjen široki publiki ob vsej resnosti pristopa in se veselim, da ga lahko založba Nova obzorja ponuja v branje tudi vsem Slovenkam in Slovencem in vsem drugim, ki se za ta dogajanja zanimajo. Tomaž, beseda je tvoja. Hvala lepa, lep pozdrav vsem, ki spremljajo predstavitev knjige v živo in preko spleta. Najprej bi se rad zahvalil Jožetu za te prijazne besede oziroma za povabilo v prekrasno dvorano oziroma v muzej novejše zgodovine, ker po dolgem času, kot je bilo že rečeno, ponovno peljemo en skupen projekt, ki smo ga začeli skupaj z muzejem, vojaškim muzejem, muzejem novejše zgodovine, takrat založbo Defensor oziroma revijo Obramba, ker smo zastavili eno serijo knjig, ki smo dali naslov zbirka Slovenska vojaška zgodovina, kjer je išlo poleg te knjige, ki je bila že omenjena, vrsta knjig, če omenim slovensko partizansko vojsko, smo posebni izdaji, ali pa kolega Štekca, fotografije prve svetovne vojne, ker je tukaj čudovita novo postavljena razstava, in se je potem zaključila leta 2011 z knjigo Vojaška obramba Slovenije, ki smo jo izdali skupaj z založbo Defensor in z kolegi iz Vojaškega muzeja. To je v bistvu eno strokovno knjigo, ki je prinašala vojaški pogled obrambe ali pa priprave na obrambo in obrambe Slovenske demokratične države leta 1991. Zdaj, v tej knjigi sem pa poskušal v bistvu vso naše dosedanje delo zajeti z eno rdečo nitjo, se pravi slovenski vojaki pa Slovenci v različnih vojskah skozi obdobje 20. stoletja in potem v bistvu dati poudarek ravno na vojni za obrambo slovenske suverenosti leta 90, se pravi priprave in leta 91 v samih spopadih, kot je že rekel, v največji zmagi v slovenski vojaški zgodovini. Se pravi, v tej zmagi smo
smo obranili, se pravi, slovensko suverenost in potem tudi demokratične standarde, za katere smo se odločili na plebiscitu leta 90 in ta vojaški del, se pravi, je imel svoje korenine v izgradnji slovenske vojske ali pa Slovencev kot vojakov skozi različna zgodovinska obdobja. Jaz sem se omejil na 20. v tej knjigi na 20. stoletje, se pravi, in začel v bistvu z Prvo svetovno vojno. Ne. Zakaj za Prvo svetovno vojno, se pravi, kot največjo vojno v tem stoletju, prejšnjem stoletju, in tudi v vojni, kjer je potem so Slovenci prenesili in se potem takšni, se pravi, bojevali v bitkah Prve svetovne vojne. Tu kot v bistvu se sprehodim skozi posamezne obdobja od mobilizacije slovenskih polkov, potem njihovih bojev v Prvi svetovni vojni, se pravi najprej na vzhodni fronti Galiciji in potem preko pisem borcev oziroma poročanja medijev o takratnih spopadih, ta odmev vojne, ki je imela na začetku, se pravi, rok trajanja, vrnemo se do Martinovega in se je potem v bistvu razvlekla čez daljše obdobje in potem kot vrhunec tega slovenskega nacionalnega vojaškega Soško fronto, ne. Se pravi, kjer se potem bojišče prenese na slovenska tla in tukaj potem je ta boj, se pravi, nacionalni moment dosti večji, kot pa je bil mogoče v bitkah, ki so bile bolj oddaljene. In iz kolapsov front ali pa političnega dogajanja Prve svetovne vojne potem oblikovanje, se pravi, propad Avstro-Ogrske in oblikovanje novih meja, se pravi, se potem vse ta dogajanje razrastejo v vojski generalmajstra in boj za severno mejo. Ne. Se pravi, generalmajster je potem tisti, ki v Mariboru ali pa na Štajerskem v bistvu ugotovi skupaj z takrat političnim vodstvom na Štajerskem, slovenskim, da je nastopil pravi trenutek za oblikovanje slovenskih sil in potem tudi spoznanje, da samo z vojsko, z oboroženo silo lahko doseže ali pa poseže v politično dogajanje, v bistvu z izvršenim dejstvom. In Majster je potem iz teh vračajočih se vojakov, ne samo slovenske narodnosti, tudi južnoslovanskih, tudi Srbov, ki se vračajo z bojišča, oblikuje slovensko vojsko, spravi enote slovenske vojske, razoroži Šucler, postavi v bistvu mejo na Štajerskem, na nacionalno mejo in v bistvu to potem tudi v političnih dogodkih, ki temu sledijo, zagotovito izvršeno dejstvo tudi samo po sebi zakoliči mejo na Štajerskem kot nacionalno mejo, kar pa ravno zaradi teh različnih političnih interesov znotraj slovenskega političnega miljeja tistega časa ni uspelo na Koroškem. Se pravi, ta enotnost na Štajerskem v času Majstra je bila, v vprašanju Koroške pa več ne. Se pravi, Majster takrat ni mogel več poseči v same spopade na Koroškem, ni mogel za svojimi enotami, ni mogel konkretneje pomagati Malgaju in potem se je v bistvu zadeva politično zaključi s plebiscitom, ki se je končal, kot se je končal. Se pravi, in ta vojska, Majstrova vojska ali pa slovenska vojska, ki jo oblikuje Majster, se potem z novo državo, z kraljevino SHS ali pa z kraljevino Jugoslavijo nekje utopi v skupni srbski vojski. Se pravi, je tudi cel sistem vojaški ali pa tudi
delovanje, ki je bilo prej avstro-ogrsko, se pravi popolnjevanje, mobilizacija teritorialnega principa, se zdaj spremeni v eksteritorialni, ni več slovenskega jezika, vse polkovnega v enotah kraljeve jugoslovanske vojske se uveljavi srbski jezik in cel sistem delovanja tako kraljeve jugoslovanske vojske, če zdaj preskočim eno obdobje, ga lahko mirne duše primerjamo z tipom vojske in delovanja v socialistični komunistični Jugoslaviji. Se pravi, ki je imela postulate ali pa temelje, ideološke temelje, navidezno drugačne kot kraljevina, ampak dejansko, kar se vojske zdaj po družbeni ureditvi pa v sistemu, zdaj o tem ne bi tudi diskutirali, ampak v vojaškem smislu je bila kraljeva jugoslovanska vojska, kar se tiče ideologije ali pa delovanja, podobna, kot bi rekli, potem Titova jugoslovanska ljudska armada podobna. Se pravi, to lahko jemljamo vzporednice od jezika, ideologije, popolnjevanja, mobilizacije in tako dalje. Se pravi, tako da se ta analogija potem lahko primerja, tako kot je kolapsirala kraljeva jugoslovanska vojska ravno zaradi tega stanja v aprilski vojni 1941, je Titova jugoslovanska ljudska armada kolapsirala ob spremembah tako na svetovnem kot jugoslovanskem politično-vojaškem prizorišču leta 1991. Najprej v Sloveniji in potem na celotnem jugoslovanskem ozemlju. Tako da tu so, ki ga lahko vidimo, lahko tu peljemo povezave. Vmes sta pa dve pomembni, ali pa tri pomembni meniki, ki v vojni, ki jih v knjigi obravnavam. To so oborožene sile Slovencev med drugo svetovno vojno, kjer v bistvu povzemam nekaj ugotovitve iz knjige, ki si jo že ti omenil, se pravi Slovenska partizanska demokratska vojska. V bistvu tukaj noter sem se osredotočil na to vojaško strukturo, se pravi Slovenske partizanske vojske in Slovenske demokratske vojske, ali pa Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih oddelov Slovenije, če uradno zadevo imenujemo kot del Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih oddelov Jugoslavije, in pa na drugi strani slovenskega domobranstva, ki so pa v bistvu bili organizirani v sklopu nemške zaščite ozemlja za v bistvu varovanje fronte, ki se je odpirala v Italiji, zavezniške fronte, ki se je odpirala v Italiji in preprečitve v bistvu možnosti nemškega popolnjevanja ali pa nemškega popolnjevanja v Italiji. Se pravi, jaz tukaj v tem delu v knjigi obravnavam predvsem medsebojno spopadanje. Se pravi, vojaško delovanje, vojaško taktiko, se pravi, gverilsko delovanje partizanov, bomo rekli, in pa v bistvu nasprotno delovanje slovenskega domobranstva in kje pride do stične točke. Se pravi, ko začno tudi v domobranstvu spoznavati prednosti gverilskega bojevanja ali pa partizanskega načina bojevanja in v nasprotju tudi v partizanski vojski spremembe, ko so začele nastajati večje partizanske enote, se pravi, na kak način učinkovito vojaško delovati. Da več tukaj politični komisarji ne zadoščajo, ampak je treba v bistvu za večje operacije morajo imeti častniki ali voditelji večja vojaška znanja, da potem uspešno lahko pripeljejo enote do uspeha. Zdaj, druga svetovna vojna, v bistvu noter pač opredeljujem drugo svetovno vojno kot, ali pa zaključek druge svetovne vojne kot prehod iz ene diktature v drugo. Se pravi, Slovenci smo se res osvobodili enega diktatorja, se pravi okupacije in pa nemške
diktature, se pravi, prešli smo pa potem z osvoboditvijo v drugo. Ne. Se pravi, demokratične države ni bilo in tudi usoda obeh dveh vojska sta subtilni ali pa značilni za to obdobje. Ne. Se pravi, slovenska partizanska vojska se že v začetku leta 1945 topi v jugoslovanski vojski, v značilnost jugoslovanske ljudske armadi kasneje, ali pa v vojski, Titovi vojski, ali kakorkoli jo že imenujemo. Se pravi, na koncu propada jugoslovanska ljudska armada in se pravi, domobranstvo pa kljub različnim aktivnostim, se pravi, so potem v bistvu več ali manj likvidirani. Ne. Se pravi, tukaj bi jaz sem opredelil dva značilna predstavnika, bom rekel, partizanske izpostave, partizanske vojske, se pravi generala Jaka Avšiča, ki je bil od avstro-ogrski oficir do potem general preko, se pravi, kraljeve jugoslovanske vojske, do vodja četniškega gibanja na slovenskem ozemlju, do namestnika komendanta glavnega štaba partizanske vojske v Sloveniji in potem upokojenega častnika jugoslovanske ljudske armade, ki se je ves čas zavzemal za slovensko, bomo rekli, za slovenstvo v jugoslovanske armade, ali pa za nacionalno v posameznih delih vojske. Na drugi strani pa Ernesta Peterlina, ki je v bistvu ob visokem položaju v slovenskem domobranstvu tudi tajno deloval z zahodnimi zavezniki in tukaj lahko jemljamo ta del. Ne. Se pravi, slovensko domobranstvo ni general Rupnik. Ne. Se pravi, generala Rupnika so obsodili tako kot Rösenerja na sodišču, dokazali, ne dokazali v bistvu zločine in potem te tudi sankcionirali. Ne. Se pravi, množica ali pa večina pripadnikov slovenskega domobranstva je pa bilo likvidirani brez, se pravi, sodnega postopka. Ne. In tu je potem ta travma, po mojem, druge svetovne vojne, Grobiš, Jože, te zadeve bolj poznaš kot jaz, ki potem Slovence, ki so se takrat odločili tako ali drugače, se pravi, obravnavati kot vojake, ki so v tistem trenutku se odločili, kot so se odločili. Zaradi različnih, mi smo zdaj tukaj, da bi sodili ali pa presojali, ampak kot zgodovinarji, da to dejstvo sproučujemo in ugotavljamo, na kakšen način so Slovenci v tistem času delovali, zakaj so se odločali. Posledice v naciji so bile zelo hude, v bistvu z likvidacijo velikega dela ljudi, se pravi pripadnikov slovenskega domobranstva, na drugi strani pa v bistvu so to idejo o slovenski partizanski vojski ali pa slovenski vojski, o obuditvi slovenske vojske, ki se potem enostavno utopi v jugoslovanski ljudski armadi, ki potem prevzame značaj, če posplošimo kraljeve jugoslovanske vojske. Mogoče bi tukaj res rekli, znam tudi Monika Kokrovičevarja, ki recimo pa preučuje nemške mobilizirance več, ampak mi imamo dejansko v drugi vojni še tretji, se pravi slovenski tabor, ki so mobiliziranci okupatorske armade in je treba poudariti, da je med mrtvimi je približno 1,9% partizanov in 1,9% prebivalstva slovenskega nepartizanov. In grdo je, da ta del mobilizirance v okupatorske armade, ki niso bili sploh odgovorni za svojo usodo, je Titova Jugoslavija označila za izdajalce, ob tem, da so prav dezerterji iz teh enot ustvarili večino bolj partizansko kot domobransko vojsko, ampak to gre samo k temu, koliko stvari moramo še preučiti, da bomo vsa ta kompleksna dogajanja razumeli. Ja, in pa to, da ne vrednotimo z enega piestala razsodnika, ampak iz piestala zgodovinarja in raziskujemo, se pravi, preko arhivskega gradiva, ko ga še je pričevan, to, kar dela Jože, pa tudi tisto, kar se pri spominih in glavnem vsak spomin, vsako pričevanje je za zgodovinarja hvalevredno oziroma zelo pomembno zaradi tega, ker potem se tukaj slika gradi.
In tudi ta knjiga, to so prispevki k zgodovini. Ne? Se pravi, to je obziranje problemov. Zadeve se potem luščijo, nadgradijo, rušijo, ponovno gradijo in tukaj ni, bomo rekel, sovražnikov ali pa prijateljev, v bistvu gre za strokovne dileme in strokovne, ne, in je ogromno, bomo rekli, travm, ki jih je pa potrebno z dogovorenim pisanjem detabuizirati. Ampak še zmerom ostane pa velika vojaška zgodba Slovencev v obeh vojnah. Ja, tako. Zdaj, knjigo potem nadaljujem po drugi svetovni vojni, tukaj se ne omejujem toliko na jugoslovansko ljudsko armado, kot potem na tisti segment, ki je potem bil zelo pomemben za oblikovanje slovenske vojske, to je ustanovitev teritorialne obrambe. Jugoslovanska vojska po drugi svetovni vojni, Jugoslovanska ljudska armada ali Jugoslovanska armada po drugi svetovni vojni je bila organizirana kot v bistvu copy-paste partizanske vojske, ne, se pravi velike enote armade, ki so temeljile na strategiji na frontalnem bojevanju, odvračanju od napada in potem rezervne sestave. In z spoznanjem delovanja ali pa možnosti posega v Jugoslavijo, ne, predvsem iz prijateljske Sovjetske zveze, ne, zavezniške, se v bistvu sploh posega na Češko-Slovaško leta 1968 in kolapsom češke vojske, ki je bila organizirana podobno jugoslovanska, pa tudi v bistvu drugačnega političnega establishmenta, ki je bilo takrat na Češkem, se v bistvu v doktrini jugoslovanske armade ali pa delovanja obrambe države pojavi en problem, kako se upreti okupatorju, ali pa tistemu, ki Jugoslavijo napade, na ozemlju, ki bi ga morale redne vojaške sile zapustiti, se pravi na okupiranem območju. Se pravi, ni bilo možno več zanikati, da ob napadu, tako vzhoda in zahoda, v začetnem ali pa v daljšem obdobju se ozemlje slovensko ali pa katerokoli jugoslovansko ne bi nasprotnik začasno zasedel, se pravi ga okupiral. In kaj zdaj storiti? Jugoslovanska armada se umakne in kdo, kako organizirati že ali pa pripraviti se za to, da že vnaprej se tu oblikujejo neke, bomo rekli, neke strukture odpora in v ta namen se potem ustanovi teritorialna obramba. Teritorialna obramba na začetku kot del oboroženih sil, potem organizacijsko spet bolj podrejena republiškim oblastem in od leta 1985 dalje spet centralizirana v oborožene sile SFRJ, se v bistvu potem organizira v manjše enote, tu največ odredov, podobno kot partizani med drugo svetovno vojno, katere naloga je bila v bistvu delovati proti okupatorju na zasedenem ozemlju. Se pravi, podobno gverilski način bojevanja in na tak način so se enote teritorialne obrambe tudi ustanavljale, se oboroževale in potem tudi usposabljale. In v bistvu ta načrt ali ta način usposabljanja, bojevanja, delovanja, organiziranja teritorialne obrambe je potem postal v vojni za obrambo Slovenije eden ključnih elementov za uspešno obrambo leta 1991 in za oblikovanje slovenskih oboroženih sil. Se pravi, kot da bi pričakovali, da bo tak način bojevanja, ki so že delovali, tudi oborožijo. In tukaj so potem enostavno iskali idejo, na kak način to peljati, ali ustanoviti jedra vojske, tako kot v drugi svetovni vojni, jedra odpora, so potem v bistvu prišli do bomo rekli, ideje o ustanoviti manevrske strukture narodne zaščite, v katero so pa bili v bistvu vključeni, bomo rekli, zaupanja vrednih pripadnikov teritorialne obrambe ali pa celotne enote, ki so skupaj s policijo, ki pa je oborožila države, v bistvu na prefinjen način orožje izvzemali iz skladišča Jugoslovanske ljudske armade, oblikovali svoje enote, to orožje disperzirali na tajna skladišča in potem oblikovali
oborožene enote novo nastale demokratične republike, ki jo pač niso imenovali vojska, ker je pač po zakonodaji takrat niso jim mogli. In v bistvu manevrska struktura, ki jo vodil Tone Krkovič, v bistvu je nova slovenska vojska. Z spremembami zakonodaje v Republiški skupščini oktobra leta 90 se pa potem spremeni zakonodaja republiška na tak način, da v miru in v času vojne nevarnosti ali pa izrednih razmer republiška oblast, se pravi slovenski parlament, slovensko predsedstvo, prevzame poveljevanje nad teritorialno obrambo. In takrat se v bistvu potem manevrska struktura ponovno, bomo rekli, prelevi v teritorialno obrambo na čisto drugačni temelj. Se pravi, na vojski temelječi na podpori ali pa obrambi demokratičnih vrednot naše države, ki smo si jo pač izborili, zastavili na demokratičnih volitvah leta 90 in v bistvu teritorialni ali pa ljudje, ki smo v teh ali pa ki so bili v teh enotah, so več ali manj razen vrha, ki je bil pač jugoslovansko nastrojen, več ali manj enaki ali pa isti ideje vojske ali pa ideje države ali pa podstat te vojske je pa postal drugačen. Se pravi, obrambo demokratičnega sistema, ki ga potem vse vojske v demokratičnih državah tudi imajo. Prav nekako je treba eno malo vajo iz logike, če si komunist in napajaš jugoslovansko armado, izdaš komunizem. Tako razmeroma enostavna potreba razmišljati, da bomo razumeli, kam smo prišli, ker tudi eni v plebiscitu stokajo, da so glasovali, da bi vedeli, kaj potem bo. Tukaj pri vojni se je pa že vedelo, kaj potem je. Ja, ker kot vojak ali pa častnik ali pa vsak državljan je ali pa vsi tisti, ki smo takrat živeli, v tistem smo predvidevali, zadeva, da na miren način zadeva, tako kot Sovjetski zvez, čeprav tam tudi ni šlo na miren način, se zadeva ne bo razpletla in v bistvu teritorialna obramba, katere načelnik potem postane Starpak, se potem reorganizira v ukrajinskih veljskih štabih, jaz se tam podrobno opisujem, opredeljujem, se potem v bistvu v tem času nadaljevanja manevrske spodbude, potem teritorialne obrambe intenzivno pripravlja na obrambo. Se pravi, tu je potem en pomemben mejnik v političnem vojaškem nerazumevanju takratne situacije, pomeni sprememba proračuna aprila 1991 v državi, kjer je že vse dišalo po vojni, v državi pa je bilo, se pravi, od podpis mirovne deklaracije do nesprejema proračuna, do nemožnosti financiranja, nakupa orožja, uniform, nove vojske in tako dalje. To se to zelo domače sliši. Tako da so tukaj so enostavno potem prihajale vse te priprave, več ali manj pozno, tako da so potem tudi naborniki, ki so služili vojaški rok v novi slovenski vojski, v teritorialni obrambi, na Jig in Pekre prišli potem komaj 15. maja. To se pravi, tik pred vojno, čeprav so bili načrti že dosti prej, že ob sprejemu zakona oktobra 90, se potem to zgodi komaj čez pol leta. In vse te v bistvu priprave, ki potem pred vojno dosežejo vrh v pekrskih dogodkih, kot preizkusom jugoslovanske armade o reakciji, na kak način bo slovenska oblast, vojska reagirala, podcenjevanju teritorialne obrambe. Zdaj, oborožene sile poleg teritorialne obrambe je bila še pomemben faktor milica in pa civilna obramba, ker teritorialna obramba sama po sebi ni imela dovolj velike podpore ali pa logistične zagotovitve, ki je bila prej vezana na glavnem jugoslovansko armado, se je zdaj v bistvu ustanovila drug del oboroženih sil, civilna obramba, ki je v bistvu bila nekako logistična podpora delovanja od odklopov elektrike, medicinske oskrbe, barikad na cestah in tako dalje.
Tako da to v bistvu je ta komponenta in pa potem ustanovitvi republiške koordinacije kot neke vrste vrhovnega poveljstva obrambnega, se pravi preko načrtov, ki so bili sprejeti, od blokade vojašnic, oskrbe mejnih prehodov, vzpostavitve mejnih točk s Hrvaško in pa potem do same vojne, spopadov, jaz noter kar podrobno obravnavam, ki so potem rezultirali zmago v vojni. No, ampak skupaj vnoc tukaj je bil spet zdrav pamet in pravzaprav ne nasilja, se pravi čim manj uporabljati grobo silo. Ja, se pravi, čim manj uporabljati grobo silo, vendar pa odločno odgovoriti na provokacije. Se pravi, ne se umikati, ampak takrat, ko pa je priložnost, se pravi z barikadami na Medvedeko, Krakovski gozd, Šentilj, kjerkoli mejni prehodi, se pravi, če Jugoslovanska ljudska armada uspe zavzeti, ali pa, se pravi, je treba z silo potem tudi odgovoriti. Se pravi, ne se skriti volutno. Ampak jaz bi mogoče, če lahko samo ostam, kolega Teropčič mi je poslal eno obvestilo, da so v občinah Brežice počastili tamkajšnje enote teritorialne obrambe s posebno listino. Mi tukaj prizorišča bitke ena so označena, razmeroma skromno je še ta memorialna krajina, ampak počas se pa oblikuje tudi jaz bi rekel, biografski leksikon vojne, tudi temu posvečaš posebno pozornost. Ja, tu bi zdaj, predno pridem na ta biografija, v bistvu je pomembna gesta do prepoznavnosti vojne ali pa vojnih junakov pri nas je bila, ko je minister za obrambo poimenoval vojašnice Slovenske vojske popadli v vojni leta 1991. Se pravi, s tem se na simbolnem nivoju, se pravi, prepoznavnost vojne, ko gledam Peperko, se pravi, kdo je, kako je vojašnica in potem v bistvu pozavestno ali pa zavestno prideš v obdobje vojne in zakaj je to pomembno tudi za motivacijo delovanja vojakov. Zdaj v sami knjigi pa izpostavljam glavne akterje. Zdaj zmeraj je potem čas še, da tudi v enciklopedično obdelamo posameznike, ki so najvišjih priznanj, ampak jaz sem se odločil, da v bistvu tukaj najprej opredelim piramido vojaško, od Janša Bavčarja kot sekretarja, ki sta nujni resor, je v bistvu bil odgovoren za organizacijo in obrambo tega dela osamosvojitve, potem do Krkoviča kot organizatorja vojaškega dela manevrskega strukture, do Vika Beznika kot organizatorja pa tistega pomembnejšega dela policija ali pa milice, ki je v bistvu varovala vsa ta prizadevanja, do potem generala Slahorja kot načelnika ali pa poveljnika teritorialne obrambe in pa potem sem noter opredelil ali pa opisal, se pravi, bom rekel, opisal delovanje ali pa izpostavil poveljnike posameznih pokrajin teritorialne obrambe, kot tistih poveljnikov vojaških na posameznih teritorijih, kjer so se pa boji izvajali in kjer so oni s svojimi enotami enostavno potem to vojno tudi izbojevali. In v bistvu potem mi je značilno, tukaj, če omenim brigadirja Miloševića, poveljnika vzhodnoštajerske pokrajine, ki na koncu rezimira celotno delovanje v vojni, pa pred vojno. Zakaj smo zmagali? Zato, ker smo naredili manj napak kot nasprotnik. V bistvu je čisto ena taka pragmatična ugotovitev, ki je potem rezultirala zmago. In v bistvu tukaj potem zadevo nadaljujem v knjigi z Slovensko vojsko danes, v bistvu kako se je teritorialna obramba iz vojne teritorialne obrambe potem reorganizirala ali pa prelevila v Slovensko vojsko, sicer še z imenom teritorialna obramba, z naborništvom, se pravi leta, že potem z naborniki, glavnem kot naborniško vojsko,
in kasneje v poklicno vojsko, ki zdaj deluje od leta 2004 v zavezništvu, zavezniškimi vojskami in tako v Severnoatlantskem zavezništvu kot v zavezništvu Evropske unije. In na koncu v bistvu kot neka vrste enciklopedični del v bistvu noter razlagam določene pojme o vojni, se pravi vojaške pojme, ki so vezani na vojno detaljne 90. Jaz mislim, da je predstavitev zadost obsežna in tudi zadost jedrnata, da vabi k branju. Hvala. Notrnošavskega pakta ali pa se pravi, tu se potem oblikuje ta dva nasprotna tabora, se pravi v sami vojni. Sicer je potem ideologija, ki je bila v slovanski ali pa slovenski družbi glavni vodnik delovanja družbe, je bila pomembna tudi v teritorialni obrambi, se pravi, kadar je bil posebej ali pa smo bili posebej izbrani, po katerem ključu, ne vemo, jaz sem tudi bil pripadnik teritorialne obrambe, zdaj, če parafraziram ali pa če smo malo zlobni pri tem, ali pa jaz, če pri sebi rečem, tisti, ki nismo bili preveč uspešni v šoli za rezervne oficirje, smo pač pristali v teritorialni obrambi, ne v A-enotah Jugoslovanske armade in smo potem v bistvu bili razporejeni v rezervno sestavo TEO in tam oblikovali pač nacionalno vojsko, ki pa je tam z tistim v 70 letih z Jakopičem z afero oborožitve, v bistvu ne gre toliko za slovenska vojsko proti jugoslovanske vojske ali pa za oblikovanje slovenske vojske, ampak gre bolj za spor, tu se zdaj spet odkrivajo ali pa dokumenti, bolj spor partijskega establishmenta v Jugoslaviji, se pravi, in določenih frakcijskih bojev, ki pač niso bili več na njih, so bili bolj republiški in za ohranjanje določenih oblasti znotraj v partiji, znotraj republiških vodstva ali pa znotraj slovenskega partijskega vodstva in je potem teritorialna obramba bila ali pa vojska kot kot grešni kozel, ki se je potem pa lomilo na tem, na Kavčiču, na Jakopiču in tako dalje. O tem nekaj tudi v knjigi. Je pa bila v bistvu z Titovo smrtjo in potem z zmeraj večjimi težavami, predvsem na gospodarskem področju, ki so v Jugoslaviji tudi sprožile potem politične turbulence v evropski, se pravi razpad Sovjetske zveze, se potem pri nas pozna ali pa odmeva, ali pa istočasno v bistvu potem rezultira tudi spremembe v jugoslovanskem vojaški organizaciji. Teritorialna obramba več ni toliko v domeni republike, ampak se centralizira, postanejo to oborožene sile, del oboroženih sil SFRJ, zadeva postane centralistična, republiško vodstvo tudi zakonodajno, ali pa Slovenija več nima pooblastila za poveljevanje, imenovanje v miru, kaj še je v zarednih razmerah v vojni na teritorialno obrambo. Tudi za poveljnika in za šefa štaba sta bila postavljena in tudi za večino ostalih poveljnikom, rekli Jugoslovanske armade ali partij zvestih častnikov. In ob demokratičnih spremembah v Sloveniji, ki so sledile, se pravi, isto cilju ali pa, kako bi rekli, doktrini, da je treba spremembe peljati legalno. Se pravi, ne bomo delali revolucije, ampak se bo zadeva preko volitev, preko demokratičnih sprememb v demokratično izvoljeni slovenski skupščini, potem tudi zakonodaja ali pa družbene spremembe peljale zakonito. In tudi na področju oboroženih sil je veljalo, se pravi, so takrat, se pravi, predsednik vlade Peterle, pa minister Janša in Bavčar, so v bistvu tudi oblikovanje oboroženih sil oblikovali na ta način. Z
15. majem, ko nova, se pravi, ko Peterletova vlada prične z delom po volitvah, se pravi, sovpada razorožitev teritorialne obrambe. V bistvu, samo po sebi, to ni bila v bistvu razorožitev, ker so v bistvu, bi lahko rekli, orožje teritorialne obrambe je bilo večinoma hranjeno v skladiščih Jugoslovanske armade. To se pravi, za tem ukazom so še tisto orožje, ki ga je teritorialna obramba imela v svojih skladiščih Jugoslovanska armada pobrala. Se pravi, ta ukaz se je že pripravljal dosti prej, po volitvah in tako dalje, to ne bi zahajal. In v bistvu z razorožitvijo in z vojaškim vrhom teritorialne obrambe, ki ni bil naklonjen demokratičnih spremembah v Sloveniji, enostavno država ostane brez oboroženih sil, se pravi, ali pa brez vpliva, ali pa brez vodenja na svojih oboroženih sil, in predvidevalo se je, da se bo slej ko prej možnost tudi konflikta ali pa razrešitev konflikta med Jugoslavijo in Slovenijo v bistvu izkazala tudi kot vojaška opcija. In na tak način se potem ob iskanju možnosti, kako zdaj enote teritorialne obrambe bivše Socialistične republike Slovenije za takšnim vodstvom, kot je bilo, se pravi, podrediti ali pa pripraviti do ustanoviti svoje lastne oborožene sile, ki bi bile zadolžene za obrambo novo nastajajoče demokratične države. In ideja je bila, kot sem že prej omenil, poiskana v zakonu o splošnem ljudskem